Moje ime je Robert Brifah, sem solastnik v 3 podjetjih. Naša avstrijska firma se imenuje Beauty Solutions, slovenska firma Bomerx in pa hrvaška RR Solutions. Vsa podjetja nudijo s našim poslovnim partnerjem kreativne rešitve. V glavnem je to business to business prodaja poslovnim partnerjem z različnih prodajnih področij. Bodisi na eni strani lekarne, kozmetični saloni, frizerski saloni, potem hoteli, wellnessi in tako dalje. Podjetniki se danes srečujejo z različnimi izzivi in eden od teh izzivov je zagotovo komunikacija z zaposlenimi. Ja, moj izziv pred delavnico je bil en izmed večjih moja osredotočenost. Jaz sem bil dosti razpršen in pa izziv je bil absolutno komunikacija z zaposlenimi v 2 podružnicah, in sicer v slovenski in hrvaški. Sem direktor že 18 let, tako da skozi vsa leta sem imel nekaj komunikacijskih sposobnosti, vodil sem ljudi, ampak skozi sem imel občutek, da mi nekaj manjka, da mogoče se ljudje ne odzivajo tako, kot bi jaz želel, in to je bil eden od mojih poglavitnih razlogov, zakaj sem želel še dodatna znanja. In tako sem potem prišel do te delavnice in izbral Aleksandra kot svojega mentorja za NLP. Za NLP izobraževanje sem se odločil zaradi izboljšanja komunikacije na poslovnem in posebnem področju. Razlog, zakaj Aleksander, je povezan z mojim poslovnim partnerjem, ki je pri njemu opravil hipnozo, in pa moja žena. 4 mesece zatem sem jaz izbral Aleksandra kot svojega mentorja za NLP. Nisem točno vedel, ali je za mene bolj primeren NLP ali je bolj coaching, zato sem se kar na vse 3 prijavil in sem NLP praktik, NLP mojster in potem NLP coach in pa potem še nadaljne izobraževanja, ki sem jih tudi zaključil pri njemu. Sem rekel, 1-letno izobraževanje za mene bo sigurno koristno, sigurno bom izvedel kaj novega in to je bila glavna v bistvu odločitev, zakaj sem se odločil. Ja. Moja glavna transformacija je sigurno, če omenim tukaj Paretovo pravilo, 20-80, bom rekel, da sem prej delal zelo bolj teh 80% stvari, da sem dosegel nek rezultat, no. Pa če zdaj rečem, delam pa 20% stvari, za katere menim, da so pomembne, za to, da se podjetje čim bolje premika. Pred pričetkom izobraževanja NLP sem bil sam izjemno operativno vključen v dnevno vodenje posameznikov. Imel sem večjo skupino komercialistov, s katero sem se dnevno ukvarjal, in danes imam vrhunskega vodja prodaje, ki opravlja to delo namesto mene in je on izjemno zadovoljen, jaz pa imam bistveno več časa za ukvarjanje se z drugimi strateškimi zadevami, ki so pomembne za rast podjetja in pa razvoj ter prihodnost podjetja ter zaposlenih. Prodaja v letošnjem letu v primerjavi z enakim obdobjem lansko leto je za 10% večja in naš cilj do konca leta je 25% rast. V naslednjem letu predvidevam, da bo ta rast še bistveno višja, s tem, ko imam več časa sam na razpolago, se ukvarjam več z strateškimi zadevami in v tej stvari je ta dodana vrednost, ker jaz, če pripeljem en nov program, bo to pred 30-40% lahko večja prodaja, ne. Ja, na delavnici me je veliko stvari navdušilo, no. Najbolj mi je všeč od učitelja stavek, ko je rekel, da se bo moje življenje povsem spremenilo, da ne bo nikoli več isto, kot je bilo pred tem izobraževanjem. Zdaj se malo smejem, ampak to je resnica in moje življenje danes je drugače, ker sem jaz druga oseba. Pogovarjam se na drugačen način, drugače sprašujem. Dejansko ljudi razumem bistveno bolj. Bolj sem pozoren na to, kaj povejo. Bolj sem pozoren na to, kako povejo, kako se premikajo, in iz tega dobim veliko informacij, na podlagi katerih lahko tudi jaz z njimi nazaj komuniciram.
Ja, po mojem mnenju bo to najbolj, da jih kar malo povprašamo. Ne? Ja, odkar je moj mož zaključil s tem programom coachinga in NLP-ja, so opazne velike razlike tako v domačem okolju, kot tudi v službenem, predvsem v komunikaciji, predvsem v tem, kako postavlja vprašanja, in veliko prej pridemo do konkretnih rešitev, kot včasih, ko je bilo preveč vroče krvi in nepotrebne jeze. Doma pa tudi bom rekla, da se je ozračje veliko bolj pozitivno spremenilo, predvsem v komunikaciji z otroci tudi in pa seveda za mano. Komunikacija poteka bolj umirjeno, bolj sproščeno, tako da je ta coaching zelo dobro del, tako njemu osebno, kot tudi meni in bom rekla vsem zaposlenim. Predvsem spremenili se pač to, da delujemo kot tim, da delujemo kot ekipa in razmišljamo drugače. Jaz, ko sem pred izzivom, se najprej distanciram od samega izziva, potem razmislim, si ga napišem na list papirja in potem si postavim cilj, kako ga bom rešil in s kom ga bom rešil. To mi je tudi veliko dala delavnica, ker smo veliko delali na postavljanju ciljev, kar je izjemno pomembno v našem poslu. Ne? In res, na tej delavnici sem pridobil veliko teh znanj, katere mi zelo olajšajo planiranje vizije in ciljev, predvsem ciljev. Ja. Nasvet podjetnikom, kolegom, ki bi ga jaz podelil, je, kolikor čutijo, da imajo še rezervo v komunikaciji, da bi radi karkoli na tem področju izboljšali. Vkolikor se jim kdaj pa kdaj zdi, da ne prepoznavajo, bodisi na poslovnem in privatnem področju, kaj dejansko oseba želi, kakšni so motivi, katere so vrednote. Vkolikor imajo izziv v postavljanju ciljev, vkolikor se mogoče tudi doma, na domačem okolju z ženo, z otroki, ne sporazumevajo na način, kakršnega bi si želeli, se kregajo, potem je dejansko ta delavnica za njih primerna. Uspeh, po mojem mnenju, je za uspeh potrebno več dejavnikov. Definitivno najprej bom začel z neko jasno vizijo, z jasnim ciljem, ki je opremljen z vsemi 5, 6, kolikor možno čutili. Potem zelo dober plan, vztrajnost in delavnost. To vse skupaj, ali pa vsaj bom rekel, da ne bom pretiraval, del tega, več kot polovico, dobite na delavnici. We are becoming what we are thinking about. Se pravi, mi postajamo to, kar razmišljamo v svojem notranjem svetu.